Hvala lepa za to atipično predstavitev. Sam sem tudi nagnjen, oziroma vedno sem nagnjen k občudovanju tudi atipičnih posegov v človeško komunikacijo. Zaradi tega me tudi zanima jezikoslovje, zaradi tega me posebej zanima tudi literatura. In presek teh dveh zanimanj, skratka jezik, opisovanje jezika in književnost, ki je motrenje književnosti kot jezikovnih, kot neke serije jezikovnih tvorb in prevajanje kot način transformacije enega besedila, oziroma približevanja enega besedila bralcem, ki izvirnika niso sposobni prebrati. Dovolite mi za začetek, da začnem torej z par besedami v zvezi s tem prostorom, v katerem smo, filozofska fakulteta. Čeprav je književnost oziroma besedna umetnost praktično v vseh nacionalnih okoljih tretirana kot nekaj, kar je kulturotvorno, državotvorno, kar vzpostavlja narode in pa kulturne skupnosti kot avtonomne organizme, pa moramo ugotoviti, da za pisanje pravzaprav ni posebnih šol. Obstajajo umetnostne akademije, kot je Gledališka akademija, imamo na Univerzi v Ljubljani Glasbeno akademijo, imamo Likovno akademijo, ALUO, imamo tudi posebno šolo za arhitekturo, nimamo pa šole za pisanje, ki je vendarle, kako bi rekel, najbolj kulturotvorno, skratka, kot tvorec kulturne avtonomije in specifike. Če si zastavimo vprašanje, kje mogoče vsem šola pisanja obstaja in skozi pisanje, znotraj tega koncepta pisanja seveda tretiram tudi prevajanje, potem seveda verjetno ni težko ugotoviti, da je ta šola vendarle obstaja in to je filozofska fakulteta. Celota v bistvu programov in študijskih smeri, ki jih filozofska fakulteta ponuja, še posebej pa seveda nekateri oddelki, oddelek za primerjalno književnost, jezikoslovni oddelki, ki začenši s slovenistiko in potem s tujejezičnimi oddelki združujejo poučevanje jezika in literatur. Če drugega ne, lahko ugotovimo, da odkar ta hiša obstaja od leta 1919, praktično vsi besedni umetniki v slovenščini, tako pisatelji, pesniki, dramatiki, kot prevajalci so pravzaprav študirali na tej šoli. Jaz se skoraj ne moram spomniti izjeme, ki ni študirala na tej šoli, pa je rojena po leta 1900. Začenši s Srečkom Kosovelom in začasno, recimo, poljubno končavši z Tanjo Božič, pesnico, ki je pred 2-3 leti, recimo, diplomirala na filozofski fakulteti. Naprimer, v tem smislu je filozofska fakulteta kako bi rekel, proizvajalka ne samo literature in prevajanja, ampak hkrati, to je zelo pomembno, tudi mišljenja o tem, refleksije pisanja in refleksije prevajanja. V zvezi s tem bi rad, tukaj sem prinesel pokazati, mogoče kdo ne pozna, ampak v zvezi s teorijo in refleksijo prevajanja so v zadnjih 20 letih izšle, po mojem mnenju, 4 zelo pomembne knjige. Bom dal kar okrog, če koga zanima. Ena je nekako pogled v zgodovino misli o prevajanju. To je delo Nike Kocijančič z naslovom Misliti prevod. Druga je knjiga Davida Mourina z oddelka za klasično filologijo, ki zelo dobro, mislim, da je ena najboljših knjig, kar sem prebral o zgodovini prevajanja. Tretja je delo naše kolegice iz romanistike Martine Ožbot-Kari, prevodne zgodbe, s posebnim ozirom sicer na relacijo med italijanščino in slovenščino, na kar se seveda najbolj spozna, ampak z mnogimi zelo dragocenimi uvidi v zvezi s prevajanjem na splošno.
In četrta delo, monumentalno delo Borisa Novaka, z naslovom Salto immortale. Ta knjiga se mi zdi mogoče že posebej zanimiva zaradi tega, ker Boris Novak pri refleksiji prevajanja izhaja iz konkretne prevajalske izkušnje, ki je hkrati tudi seveda pesniška izkušnja. Ne? O nujnosti povezave med tema dvema interesoma za jezik bom skušal govoriti malo kasneje. Zaenkrat toliko o pomenu, mislim, da je zelo pomembno to povedati, ne, o pomenu te inštitucije, kjer smo. Zdaj pa v njenem duhu, ne, imenuje se Filozofska fakulteta, skušam mogoče podati nekaj preliminarnih ugotovitev, zakaj tak naslov predavanja, ne, literarno prevajanje kot etična gesta, gesta kot dejanje, ne, to se pravi vsakršen prevod je neko komunikacijsko dejanje. Prevod kot v bistvu prenašanje smisla med kulturami, prevod kot transfuzija za neko besedilo. Ne? Pred časom leta 2000 je bil na obisku v Ljubljani pred dnevi umrli Filip Solers. Jaz sem prevedel njegov roman Krasnika Zanova in kot posvetilo nad avtogramom mi je napisal Merci de la transfusion. Hvala za transfuzijo. V tem smislu transfuzija, nova kri za tekst. Na vsak način pa je prevod transformacija. Transformacija seveda zaradi tega, ker kot ugotavlja en pomembnih, oziroma marsikdo izmed prevodoslovcev, da je bistven problem prevodoslovja ta, da prevod ni enak izvirniku. Samo to preprosto dejstvo že v bistvu pomeni izhodiščni in največji, najtežji premostljiv problem pri tem, kako vrednotimo prevod. Kaj pa je literarni prevod? Seveda prevajanje je neka zelo, kako bi rekel, vsakodnevna dejavnost vsakega govorca. Prevajanje seveda poteka na več nivojih. To ni treba, da samo iz teksta v tekst. Lahko je iz besede v besedo, lahko je v mislih, lahko je virtualno prevajanje. Potem pa znotraj, recimo, pisnega prevajanja imamo razne besedila, ki jih podvržemo prevodnemu postopku. Ne. To so recimo lahko največje neliterarnih besedila. Ne. Neliterarna besedila in njihovo prevajanje so zelo odvisna oziroma zelo zaznamovana z vrstnostjo. Ne. In je prevajanje nek način možno neliterarnih besedila analizirati kot veščino, kot obrt, kot neko znanje, ki se ga da pridobiti, konec koncev zelo določene zvrsti neliterarnih besedil. Google Translate pravzaprav, še posebej med velikimi jeziki, zelo dobro prevede. Medtem ko Google Translate se nekoliko slabše obnese pri prevajanju literarnih tekstov. Zakaj? Seveda, mislim, da nisem niti prvi, niti ne rečem tega prvič. Literarno besedilo se od neliterarnega v bistvu razlikuje zlasti potem, da vsebuje nek estetski moment. To se pravi, da je to po Jakobsonu rečeno, da premore poetično funkcijo, to se pravi, da gre za, pa ne govorim samo o poeziji, poetična funkcija v smislu, da tekst sproti, ko teče, reflektira samega sebe. Da ni vseeno, kako je tekst napisan in da je ta način, kako je tekst napisan, stvar ene osebe in to je avtor besedila. To se pravi, da je na nek način to individualna komunikacijska gesta, ki je bolj ali manj premišljenja, hkrati pa seveda tudi proizvod, posledica avtorjeve senzibilnosti, če tako rečem. Avtorjevega občutenja samega sebe, teksta, teme, s katero se ukvarja in seveda jezika samega, v katerem piše. Literaturo bi se dal mogoče opredeliti po Saussurja. Saussurja imam zelo rad kot v bistvu nekoga, ki je postavil temelje sodobnemu jezikoslovju.
Saussure s temi svojimi dihotomijami kako bi rekel, povedal zelo veliko o tem, kako jezik funkcionira in ta dihotomija med označevalcem in označenim, signifiant in signifié, se mi zdi, da je uporabna tudi zato, da razumemo, kaj je literatura. Po mojem mnenju je literatura, to bi bila ena od definicij, neko iskanje ravnovesja, čeprav gre seveda za vrstenje označevalcev, ampak da gre ves čas za iskanje ravnovesja med označevalcem in označenim. Za raziskovanje odnosa med tema dvema poloma jezikovnega znaka. Da gre za ves čas za prespraševanje arbitrarnosti tega odnosa med označevalcem in označenim. Poezija, na primer, poezijo se da verjetno opredeliti kot, po eni strani kot totalno odprtost k označenemu, po drugi strani pa kot izničenje arbitrarnosti. To se pravi, da skuša poezija ustvariti en nov, samosvoj glasovni zvočni svet. Seveda to počne skozi jezik. Kaj pa če? Jezik je edino, kar imamo na razpolago za to, da literarno delo zafunkcionira kot socialno dejstvo, kot socialni monument oziroma socialni dogodek. V zvezi z jezikom pa se mi je zelo globoko vtisnila v spomin ena opaska, ki jo je Roland Barthes na svojem res briljantnem nastopnem predavanju na Collège de France leta 1977, ko je govoril o odgovornosti tega, ki prevzame besedo, kaj mi daje besedo, govori o naravi jezika. In pravi, da je jezik v bistvu avtoritaren komunikacijski sistem. Avtoritaren v tem smislu, da zelo strogo določa, kaj je v jeziku sprejemljivo in kaj v jeziku ni sprejemljivo. Kdo bi rekel tudi, kaj je prav, kaj je narobe. Na vsak način pa je funkcioniranje jezika na površini odvisno od nekega družbenega dogovora. To se pravi, da so jezikovne enote skupaj s fonološkimi sistemi, pa do sintakse, pa do diskurzov, pravzaprav neke vrste socialna družbena konvencija. Konvencije pa seveda temeljijo na tem, da skušajo poenotiti rabe teh sistemov in da skušajo narediti komunikacijo možno in s tem tudi sobivanje lažje možno znosno. Da pa se tej avtoritarnosti jezikovnega sistema, ki mnogo kaj tudi prepoveduje, pa obstaja nek trik, neka ukana, ki se imenuje literatura. To je njegova, ko bi rekel, izhodiščna teza pri tem predavanju. Kaj namreč dela literatura? Literatura seveda ob tem ravno iskanju ravnovesja med označevalcem in označenim, pravzaprav hkrati išče ravnovesje med tem, čemer bi moralisti rekli na eni strani razum, na drugi strani srce. Intelekt in občutje. Ni naključje, da je lahko nek tekst literarni kanoniziran že nekaj 100 let, da je na nek način branje oziroma recepcija tega teksta skoraj predpisana, pa nam ta tekst ni blizu, da nas ni nagovoril. Skratka, da do njega nismo uspeli vzpostaviti nekega afektnega odnosa. Zakaj? Seveda, to je lahko na površinski ravni, seveda briljantno izpeljano, ampak nam kot individualnemu bralcu mogoče ni bila nagovorjena naša jezikovna, literarna, duhovna senzibilnost, naša opredelitev, naš odnos do sveta. V tem smislu se mi zdi pomembno načeti to temo, skratka literature oziroma literarnega prevoda, kot etičnega dejanja. Zdaj, vrnil se bom zelo hitro nazaj na prevajanje, na vprašanje prevajanja. Sam problem etike se mi zdi, da seveda že dolg ni samo filozofski problem, oziroma problem, s katerim bi se zares temeljito ukvarjala samo filozofija. Res je, da so filozofije od antike naprej, skratka od Platona, Aristotela naprej,
dost podrobno in v napredujoči zgodovini, seveda tudi odzivajoč se na vse zgodovinske prevrate, reflektirali etiko, to se pravi naravnanost k dobremu, naravnanost k sprejemljivemu, naravnanost k bistvenemu. Ampak, kako bi rekel, v osnovi vsega etičnega razmisleka je verjetno najprej spoznanje, da obstaja drugi, da obstaja nekaj drugega, kot smo mi sami. Da je to neko spoznanje, ki ga recimo otrok verjetno opravi tam nekaj okrog enega, najkasneje do 2. leta starosti, ko ugotovi, da ni sam na svetu, da on sam ni ta svet in da obstajajo še drugi. Mogoče je to tako preprosto, ta vzgib, ta etični vzgib, da priznamo, da ima drug pravico do življenja. Je samo to. Da, če vozimo po cesti z avtom in vidimo, da gre čez cesto pes, da ne stopimo na plin in ga povozimo. Tako preprost je prvi osnovni, se mi zdi, etični vzgib. Nadaljna faza, kaj bi rekel, etičnega pristopa k družbeni interakciji je seveda sporazumevanje. Sporazumevamo se s pomočjo jezika in seveda tukaj tudi literaturo in literarni prevod razumem kot komunikacijsko dejanje. V zvezi s tem se mi zdi zelo pomembno ali pa povedno ali pa zelo jasno izrečenih par bistvenih stvari strani ameriškega filozofa Paula Grice, ki je napisal nek znamenit članek, tekst o tako imenovanih konverzacijskih maksimah. On pravi, kako funkcionira konverzacija v nekem idealnem smislu. Da vsaka komunikacija v resnici poteka lahko samo ob osnovni premisi sodelovanja med udeleženci v komunikaciji. To se pravi, da obstaja nek konsens, da ko mi tvorimo neko komunikacijsko sporočilo, recimo, da je to sporočilo dobronamerno v smislu, da bo resnično. Spet je to na nek način zelo banalno, oziroma zelo vsakdanje. To je na ravni tega, da spet, če uporabim primerjavo z vožnjo z avtomobilom, pridemo z neke stranske ceste na glavno cesto in na glavni cesti je v eno smer piše Senožeče, v drugo smer piše Sežana. Da je to res. Namreč, da ta znak res kaže proti Sežani desno in proti Senožečem levo. Tako preprosto je to načelo sodelovanja, se mi zdi. Seveda pri prevajanju ni težko te ugotovitve, tega sporazumja, tega sodelovanja cepiti na vprašanje prevajanja. Naloga, osnovna etična naloga prevajalca je družbene narave. To se pravi socialne narave, interakcijske narave, da bo skušal prenesti tekst v svoj jezik, tako kot misli, da je to najbolje. Da mu ne naredi medvedje usluge. Da se zaveda, da če bo njegov prevod slab, da bojo ljudje brali ta tekst kot, da je slab izvirnik. To je, se pravi, ta etični vzgib na neki spet zelo osnovni ravni. V zvezi s tem etičnim vzgibom, s to naravnanostjo bolj etično kot vzgibom, tvorimo seveda potem komunikacijske strategije. Kako se bomo lotili svoje sporazumevalne prakse, zato da bomo zadostili temu osnovnemu etičnemu imperativu. Tukaj tvorimo strategije, spet bi dal, skratka, za doseganje enih osnovnih ciljev na podlagi enih intenc, namenov, ki jih imamo s tem, da tvorimo eno besedilo, pa ne bo to prevodno ali pa izvirno, se mi zdi, da je spet mogoče dati primerjavo iz prometa. Recimo, predstavljamo si, da vozimo bicikl po pločniku, kjer so ljudje, ali pa vozimo bicikl po Čopovi, kjer je veliko, recimo, kaj? Tako kot jaz. Sej, zato pa tega. Skratka, predstavljam si na biciklu, po Čopovi gremo dol, ljudje grejo. Skratka, če imam jaz intenco, da ne bi zbil nikogar, ker bicikl vseeno močnejši, večji, težji, hitrejši kot pešec,
Potem bom ravnal na nek določen način, bom manipuliral z bremzo, s pedali, z nogami, če bo treba, bom stopil dol, skratka se bom izognil in hkrati predvideval, kaj se dogaja 20-50 metrov naprej, kdo gre poševno, kdo gre proti eni izložbi in se bom na ta način potrudil, bom tako oblikoval svoje gibanje, da ne bom nikoga zbil. Seveda, popolnoma drugač bi ravnal, če bi bila moja intenca, da zbijam čim več pešcev, recimo na čopu. Potem bom seveda tudi naravnaval krmilo, drugač bom ravnal s pedali in z zavorami. Kratka, moja strategija bo drugačna. Zdaj spet bi bilo drugače, če bi jaz tam nekje 40 metrov naprej videl točno nekoga, ki ga hočem zbiti. Ne vseh ostalih, ampak samo nekoga. In bom spet do takrat se bom izogibal in potem skratka, oblikoval strategijo na ta način, da bom pikiral takoj na njega. Če to strategijo ali pa oblikovanje strategije cepem na produkcijo tekstov, literarnih in neliterarnih, da tukaj skušam spet potegniti ločnico med neliterarnim in literarnim, bi strategijo tvorbe oblikoval na ta način, da bi pri neliterarnem besedilu gledal na to njegovo utilitarno plat. Se pravi, da bo ta tekst koristen in da bo zadostil svojemu namenu, ki ima neko socialno vlogo. Naprimer, da bom napisal nek članek oziroma poročilo z neke nogometne tekme. Da bo izpolnil svojo funkcijo na športni strani enega časopisa. Ali pa da bom napisal neko pravno mnenje o neki zadevi, ki bo zadoščalo kriterijem nekega pravnega besedila v tej pa tej funkciji. Mislim, da je literarna produkcija, pa ne bo avtorska ali pa prevodna, da ni naravnana k utilitarnosti, ampak k proizvajanju uvidov. To je nekaj drugega. Pri neliterarnem besedilu jaz na nek način skušam zagotoviti varnost tega, ki bo tekst prejel, ki ga bo bral, da bo prepoznal kot nekaj, kar on potrebuje. Pri literarnem tekstu, ali pa sploh umetnostnem besedilu, pa se mi zdi, da ni namen, da bi miril, da bi zagotavljal to varnost, recimo, branja, ampak je namen tega besedila, tako tudi oblikujem seveda svojo strategijo, da se na mestih, za katere predvidevam, bralca tekst dotakne. Skratka, pri neliterarnih besedilih se mi zdi tako, da se da poenostavljeno reči, seveda poenostavljeno, da bralce puščamo ne dotaknjene. V literarnem besedilu se bralca dotaknemo, intencionalno se ga dotaknemo, zaradi tega, ker se nam zdi, da je v bistvu razlog, intenca za naše početje, za te naše tvorbe, v bistvu, da se je nas samih v resnici nekaj tako dotaknilo, da skušamo se s tem dotakniti tudi drugih, da je to vredno, da je to vredno dotika tudi za druge ljudi. Seveda pa pri tem ne moramo reči, da uporabljamo samo razum. Ko bi rekel, proizvodnja enih zelo žanrsko ali pa zvrstno določenih, skadriranih besedil je izrazito razumsko početje. Kot sem rekel, kot pri prevajanju neliterarnih tekstov, mi se lahko tega naučimo, veščino obvladamo in imamo neke template in tako naprej in zelo hitro v bistvu lahko zadostimo tem potrebam. Kot pravi Chamfort, recimo, v razsvetljenski filozofiji in literaturi od Descarta naprej pogrešam srce, pogrešam občutje, pogrešam čustvo. In se mi zdi, da v literaturi nasplošno seveda ne moramo v nobenem primeru zanikati ali pa zanemariti ne ene, ne druge plati človeškega bitja. Da se pravi razum, intelekt in na drugi strani, bi rekli moralisti, srce, afekt, čustvo, passion, rečejo passion, kot tisto, kar je nenadzorljivo z razumom.
In zaradi tega bi prišel na to četrto, zadnjo, zelo literarno, zelo umetnostno dimenzijo etike, se pravi etičnega vzgiba, ki je sočutje. Sočutje v smislu, empatije, ampak sočutje ne samo v smislu, da mi nekdo usmiljenja, ampak da skušamo čutiti z nečim, čutiti z nekom. V slovenščini ta koncept, ta pomen sočutja se mi zdi dosti težje opredelim ali pa utemeljim kot v francoščini. Francoščina ima eno čudežno besedo, ki se imenuje sens. Sens je več pomenka. Skratka, imamo eno besedo za zelo, zelo različne pomene. Po eni strani je to pomen. Če smo natančni, bi rekli smisel. V drugi fazi je sens smer. Je vais dans ce sens-là. In tretji pomen je sens občutje. Zdi se mi, da ta triada pomenov, če se omejim samo na te tri pomene, sigurno jih slovari navajajo še več. Povejo o tem, kaj mislim s tem, ko govorimo o literarnem prevodu ali pa sploh o literarni produkciji kot etični gesti. Da se etika tukaj da si etika ne prizadeva samo zato, da bo naredila nekaj znosno, skratka to neko komunikacijsko gesto bi naredila znosno, tako kot sicer počne etika v socialni funkciji, ampak da bo skušala zapopast bistvo literarne umetnine, ki, kot rečeno, je to iskanje ravnovesja med označevalcem in označenim, med razumom in čustvom, med pomenom in občutjem in določa smer, v katero tekst potuje, smer, v katero tekst gre. V zvezi s prevajanjem bi rad sem na kratko, ker se da o tem zelo na dolgo govoreno, bi skušal čim na kratko povedati nekaj o problemu, ključnem problemu prevajanja, splošno prevajanje sakralnih tekstov, prevajanje sakralnega besedila. V našem primeru, se pravi, znotraj naše civilizacije, gre seveda za Sveto pismo. Ni treba zelo dolgo razmišljati, da pridemo do spoznanja, da je recepcija Svetega pisma popolnoma odvisna in samoumevno odvisna od prevoda. Nam je popolnoma samoumevno, da mi beremo Sveto pismo v slovenščini, v Zagrebu, v Sisku, v Splitu, seveda samoumevno to berejo v hrvaščini, v Addis Abebi berejo v amharščini, v Köbenhavnu berejo v danščini, etc. Okrog 1300, če se ne motim, jezikov je, v katere je prevedeno Sveto pismo. Krščansko Sveto pismo, Stara in Nova zaveza. Ta samoumevnost je tukaj nekaj, kar se mi zdi, da je vredno našega razmisleka. Prav ta samoumevnost. Ker kaj je ta samoumevnost? Samoumevnost se mi zdi, da je tisto, kar ima ta skupnega umetnost in znanost. Umetnost in znanost se vsaka na svoj način ukvarjata z razkrivanjem in po drugi strani s preseganjem samoumevnosti. Veste, velikrat je, mislim, jaz kot človek, ki se zanima za jezike, pa sem študiral jezike, pa vem, da nisem etnini ali pa jezikoslovja, sem naletel na... Pa kaj študiraš jezik? Se znaš govoriti, ali pa nekdo študira slovenščino. Zakaj študiraš slovenščino? Se znaš slovensko, ne? Obstaja neka odsotnost, generalna odsotnost tega razmisleka
da je raba nečesa popolnoma nekaj drugega od refleksije tega istega. V tem smislu se mi zdi dragoceno, da se recimo v zvezi z recepcijo Svetega pisma ravno vprašamo o tej samoumevnosti. Ker če rečemo, samoumevno je, da se Sveto pismo bere v prevodu, kaj je potem z izvirnikom, če pridemo do te stopnje. In seveda vemo, obstajajo in teološke, in filološke razprave o tem, da je na nek način avtorstvo katerega-koli praktično sakralnega besedila vprašanje. Da je to relevantno vprašanje za eksegezo, za filološko analizo in tako naprej. Celo tisto, kar mi tretiramo kot izvirnik, včasih so to kvazi izvirniki. Septuaginta, recimo, prvi prevod Stare zaveze v grščino, je bila dolg časa na nek način tudi spet samoumevno tretirana kot izvirnik. Bila je nastank Septuaginte, verjetno to zgodbo poznate. To je mitična zgodba o tem, da je 70, oziroma točneje 72 prevajalcev na določen deadline prišlo v Egipt z identičnim prevodom Stare zaveze iz hebrejščine v grščino. Seveda, tak tekst potrebuje mit, potrebuje nek mitični dogodek. Mi vemo, da je to popolnoma nemogoče, da bi dva človeka naredila tako dolg tekst v prevodu enako. To je popolnoma nemogoče, če se seveda strinjamo, da je prevod človeško delo. Mislim, da se strinjamo, da je prevod delo človeka. Nova zaveza, podobno, spet samoumevno vzeta za izvirnik v koinet, se pravi v grščini. Pričemer, zdaj, lahko da je to špekulacija, meni se zdi to spet neka pot k preseganju samoumevnosti, zanimivo dejstvo, da je Jezus Kristus kot glavna oseba vseh 4 evangelijev ni govoril grško. To se pravi, da tisto, kar mi tretiramo kot temveč aramejsko, tisto, kar mi tretiramo kot izvirnik Nove zaveze, je v resnici prevod, vsaj dialogi ali pa monologi, so prevod iz aramejščine v grščino. Vsi 4 evangelisti so pač znali perfektno grško, verjetno tudi aramejsko, sicer ne bi mogli tega verodostojno prevesti. Seveda, da ne govorim, da je pač ta zgodba z evangelisti podobna kot zgodba Sokrat Platona. Mi mislimo, da vemo, kaj je govoril Sokrat, zaradi tega, ker nam je Platon povedal, kaj je govoril. Sokrata nimamo nobenih tekstov. Sokrat ni pisal. Ravno tako Jezus Kristus ni pisal, ampak je govoril, in se zanašamo na vse 4 evangeliste, zato da pač vemo, ali pa mislimo, da vemo, kaj je Jezus Kristus govoril. Podobno mingrede, podobno z splošnim jezikoslovjem Ferdinanda Saussure. Ferdinand Saussure te svoje knjige splošno jezikoslovje ni napisal sam. To je bilo napisano na podlagi njegovih predavanj, zapiskov tedanjih študentov in tako naprej. 2 njegova asistenta sta to napisala. Mi mislimo, da vemo, to je civilizacijsko dejstvo, da vemo, kaj so govorili Jezus Kristus, Sokrat in Ferdinand Saussure. Potem je prišlo to kako bi rekel, čudežno 15-16 stoletje kot začetek moderne dobe, ko se je zlasti seveda pod odločilnim impulzom protestantstva je prišlo do intenzivnega prevajanja Svetega pisma v nacionalne jezike. Mislim, da je ta dogodek spremenil marsikaj v zvezi z odnosom do Svetega pisma. Kar se je zgodilo, je to, da vsekakor po tridentinskem koncilu, do katerega je seveda prišlo kot reakcija na Lutrovo naraščajočo moč, je prišlo do tega, da je polagoma izginjala latinščina iz zlasti katoliških in protestantskih obredov, iz liturgije,
In je prehajalo do tega, da so duhovniki, seveda na začetku samo v pridigi, uporabljali nacionalne jezike, ne več izključno. Skratka, latinska maša se je na nek način se začela raztapljati, se je začela izginjati. Zdaj, če si predstavljamo situacijo v 15. še posebej pa v 16. stoletja, ko je do tega res prišlo, si ni težko misliti, da je večina verstva, večina vernikov, občestva, ne samo, da je bila nepismena, ampak je seveda bila poleg tega še, mislim, je bilo zame značilno, da ne zna latinsko, da ne razume latinsko. Znanje latinščine je bilo privilegij pač izobražencev in po večini seveda duhovnikov. Prevrat, ki se je zgodil z ukinitvijo latinske maše in v bistvu z prodorom ali pa s prevlado nacionalnih jezikov v katoliški oziroma krščanski liturgiji, je to, da so verniki nenadoma razumeli, kaj govori svetopismo. Da jim je bilo to sporočeno v jeziku, ki ga razume. S tem je seveda prišlo do spremembe v tem, kako vernik dojema vero samo, oziroma izvor vere same. V latinski maši, ki je, recimo, vernik ni razumel, jezikovno je ni razumel, ni poznal semantičnih konceptov te liturgije, je bil vernik fasciniran z zvokom latinščine in petjem latinske maše. Šlo je celo tako daleč, da je v tem spektaklu, ki je bil latinska maša, je duhovnik v bistvu kazal hrbet in pel v oltar. Skratka, bila je fascinacija s to zvočno podobo krščanstva, zvočno podobo, če hočemo, Jezusa Kristusa in njegovih besed, njegovega delovanja. Zdaj pa nenadoma so ljudje to razumeli. Na nek način je s tem prišlo do, če temu lahko tako pogojno rečem, pa se bom k temu še vrnil, in na nek način prišlo do jezikovne ali pa semantične ali pa s pomočjo v bistvu te jezikovne socialne konvencije do neke desakralizacije svetega pisma in pisnih izvorov. Spet to je polagamo postalo samoumevno, da vernik sprejema versko prakso skozi svoj jezik, ki ga razume. V tem se krščanstvo zelo razlikuje od muslimanske tradicije. V muslimanskem svetu se ljudje od otroštva naprej še vedno učijo na pamet Koran v klasični arabščini. In še vedno je tako, kot je bila situacija do 15. 16. stoletja v krščanstvu, da muslimani pravzaprav, ko izrekajo besede iz sakralnega besedila, ne razumejo intelektualno, ne razumejo v celoti tega, kar govorijo. To se pravi, da je na nek način prišlo do enega zelo pomembnega premika, da je v dojemanje nečesa tako pomembnega v življenju vernika, recimo. Včasih je bilo vernikov veliko več, procentualno veliko 100%, kot pa zdaj, da se je skrivnost, tak zvočna skrivnost vere umaknila, čustvo, ki jo je proizvajala fascinacija z zvokom nerazumljive latinščine, lepim zvokom, fascinantnim, da je zamenjal intelekt, razumevanje besedila. O tem na zelo poglobljen način govori en avtor, ki ga med pravodoslovci nisem zasledil zelo pogosto. Skratka, mi ga tukaj v slovenskem okolju ga nismo dosti še, ko bi rekel, prebrali. Ime mu je Henri Mešenik in je prvič prevajalec svetega pisma, tudi on, in napisal precej 100 in mogoče tudi 1000 strani o svoji prevajalski izkušnji. Njegov motiv je, da skuša tudi v prevodu, v francoskem prevodu svetega pisma, francoski prevodov svetega pisma, mimogrede integralnih je okrog 100 od leta 1536, ko je nastal prvi.
da vnese v ta prevodni prenos, anglešenik, prav tisto, kar se je izgubilo s tem, ko so v resnici verniki začenjali doumevati, primarno doumevati, skratka, ko je to postalo dominantno v njihovi verski praksi, ali liturgični, ali pa, kako rekel, vsakodnevni praksi, s tistim, kar je pod tekstom. Anglešenik temu reče ritem. Temu bi seveda lahko rekli tudi glasba, temu bi lahko rekli tudi zvok, temu bi lahko rekli tudi glas. On na neki točki pravi, da je s tem, ko intelektualno razpoznavanje vsebine sakralnega besedila pride v spredje, da se s tem na nek način opušča svetost. Da družbena praksa, da družba kot komunicirajoč organizem opušča svoj odnos do svetosti na račun tega, kar je ta ista družba razglasila za to, če mu reče posvečeno. Prav med svetostjo in posvečeno. Spet, če ponazorim to z enim skoraj banalnim dejstvom, splošno znanim, ko je umrl Molière leta 1673, je cerkev njegovo delo in njegovo delovanje tako popolnoma zavračala, da je pariški nadškof zavrnil, da bi bil Molière pokopan na pokopališču. In so ga zagrebali onstran zidu. To se pravi, s tem so dali signal, da je nekdo, ki je konvencionalno, nesprejemljiv znotraj pač nekih etičnih, če ne vsaj moralnih nastavkov, da si ne zasluži biti po smrti del tega posvečenega, spet govorim konvencionalno posvečenega pokopališkega prostora. Mislim, da smo historično gledano res zamešali koncept svetosti in koncept posvečenosti. Še en primer bom dal, pred leti smo se z družino peljali po stari cesti iz Slavonskega Broda južno proti Sarajevu. Vsi vemo, od 92 do 95 je tam divjala strahotna vojna. In še zdaj se vidi, ko greste pač severa proti jugu, da se zamenja kako bi rekel, religiozna zaznamovanost enih krajev. To se pravi, vi prijete najprej skozi srpski del, potem pa nenadoma se začnejo minareti, mošeje in ob cesti vidite hiše in ob hišah beli stebrički, ki so v bistvu nagrobniki muslimanski. Zdaj, če skušam razmišljati o tem razmerju, po eni strani Molière je bil zakopan onstran nečesa, kar je posvečeno. Tudi tukaj se je dogajalo v resnici, da v bistvu ni bilo iz različnih razlogov prostora za to, da bi bil nekdo, ki je v vojni umrl, pokopan na nek, kako bi rekel, konvencionalno opredeljenem ozemlju, ki velja za posvečenje. Jaz sem pomislil v resnici, da smo res tukaj nekako smo zablodili, da je v resnici sveta zemlja tam, kjer je nekdo pokopan, ne pa tista zemlja, za katero mi rečemo, da je treba človeka tja pokopati. Da je na nek način bolj avtentična svetost tistega groba ob hiši, ki ni socializiran, ki ni konvencionalno realiziran znotraj nekega okolja, kot pa celotno pokopališče, ki je v bistvu stvar dogovora. V tem smislu se mi zdi, da je pri dojemanju bistva sakralnega teksta treba upoštevati obe te plati, ker obe te plati obstajata kot dejstvo enega teksta, ki ima tak vpliv in ki ima tako sugestivno moč na bralca.
Mi pa smo na nek način, kar mislim naša družba, ne, ali pa, kako bi rekel, tudi cerkvene strukture, ne, so pragmatikalizirale tudi sakralno besedilo. V tem smislu, da če razmišljam o naravi prevodov, spet govorimo o neki samoumevnosti Svetega pisma, recimo na primer v slovenščino, da ugotovimo, da je prevodov več, izvirnik pa eden. Zdaj, kakšna narava teh prevodov? Velja, da je en prevod standardni, en prevod je ekumenski, prvi prevod je protestantski, to se pravi, naredil ga je Jurij Dalmatin, 1684, obstaja Jeruzalemska Biblija, Biblija do Jeruzalema, ki je francoska, oziroma slovenska verzija, narejena po vzoru francoskega prevoda in velja za katoliški prevod. Okay. Razumemo, da seveda v zvezi s človeškimi tvorbami obstajajo neke določene intence, neke določene želje, ki so eksegetične narave, ki so pa predvsem pragmatične narave v resnici. In se mi zdi, da je tukaj mogoče treba tudi poiskati neko vprašanje, nek problem, kako je mogoče, da je interpretativni poseg, ta intenca po specifičnem razumevanju enega teksta tako močna, da je operacionalizirana v interesu ene določene skupnosti, ne pa vseh. To se pravi, da na nek način ne priznava enosti, singularnosti, enotnosti izvirnika. Da izvirnik sam, kar ponuja, ne, in v resnici ponuja, mislim, mi smo iz tega to naredili, ne, parcialne interpretacije. To se je zgodilo na socialni ravni, se pravi na skupnostni ravni. In to je primerljivo, ker jaz na nek način bom skušal pripeljati, zdaj ko malo bom končal, do tega, da se mi zdi sakralno besedilo v marsičem podobno poetičnem tekstu splošno, da ima neko skrivno podstat, ki je nevidna, tako kot je skrivna podstat Svetega pisma Korana in tako naprej nevidna, da je pri prevajanju kateregakoli poetičnega teksta v resnici nezadostno, če se mi tega lotimo izključno z intelektualnimi motivi. Sprav, samo govorim spet o umetnostnih tekstih, o poetičnih besedilih, ne spet, ki imajo poetično funkcijo. Koncev velja, ne, tudi med literarnimi prevajalci, da bojo svoje delo opravili bolje, če bojo tem tekstu, se da izvirniku naklonjeni. Sprav, če jih izvirnik sam nagovori. Kaj to pomeni? To pomeni, da so do njega razvili ne samo intelektualno naklonjenost, oziroma intelektualen ja, da ni nagovoril samo njihovega razuma, njihove razsodnosti, ampak da jih je nagovoril tudi čustveno, da se pravi, da so se na nek način na obeh nivojih identificirali z njim. Kot pravi Mešenik, no, je ta skrivnost, tisto nevidno, tisto, kar nagovarja afekt v poetičnem tekstu, začenši sakralnim besedilom, kjer je to najbolj razvidno, ker za sakralno besedilo, recimo včasih se reče v egzegezi, da je že sam besedni red v Svetem pismu skrivnost. In zaradi tega bi bilo treba v resnici Sveto pismo prevajati dobesedno. To je na nek način nekaj, čemur skuša težiti Henri Mešenik, ko govori o tem, da mi prenašamo samo interpretacijo, samo pomene, samo površino in da nas ne zanima, kaj je spodaj. In spodaj to skrivno je ritem. In ritem je nekaj, se upravičujem, če se bo zdelo to mogoče preveč mistifikatorsko, ampak nekaj, čemur je Nikola Tesla rekel frekvenca, nekaj, čemur je on rekel vibracija. Tam je to nerazumljivo, v resnici. Lahko se strinjamo ravno toliko, kot se strinjamo z Albertom Einsteinom, čeprav ni del naše empirije vsakdanje,
da je prostor ukrivljen. Popolnoma razumemo Isaac Newtona, ne, da obstaja gravitacija, razumemo iz svoje lastne izkušnje. Ne razumemo ukrivljenosti prostora. Ne razumemo notranjega ritma sakralnega teksta, se pravi, te skrivnega bistva sakralnega besedila in po moje vsakršnega poetičnega besedila. Pa ne gre za prozo ali pa poezijo. Se zdi, da v poeziji seveda to najbolj ostro zastavljeno. Vsako branje poezije, proze, je zanimiv proces seveda v tem, ker seveda gre ponovati za tiho branje, imamo odprto knjigo in beremo, ampak če se opazujemo pri tem, kaj se dogaja znotraj nas, obstaja nek glas, ki nam tekst govori. Pri poeziji je to še toliko bolj očitno, ker s pomočjo tega glasu mi sploh prepoznavamo smoter poezije. Ne? Se pravi, to je to zlitje tega glasovnega toka, ali pa oblikovanje glasovnega toka z potekom neke semantične izpeljave, neke pomenske izpeljave. In samo če v produkciji, se pravi v pisanju recimo poezije, branju in seveda potem prevajanje poezije, lahko prenesemo to hkratno ali pa vzajemno fluktuacijo teh dveh nivojev, samo takrat se mi zdi, da se lahko, in tukaj je ključen etični vzgib prevajanja literarnega besedila, samo v tem primeru se lahko tega lotimo. Mislim, da so včasih, vsi smo že kdaj srečali kakšen prevod, za katerega smo takoj vedeli, da ni dober prevod, da je slab prevod. Pa mogoče tudi ne samo zaradi tega, ker smo poznali zvirnik, pa smo rekli, to ni to. Dobro, mi glede to se nam zdi, da to ni to. Ampak da v tem ciljnem jeziku tekst ne funkcionira. Pred leti sem delal en izbor Henri Michaud, pesmi Zorenje v ledu je naslov tega izbora, mladinske knjige Šol novi liriki. In mi je bila, se spomnim, še sem jo hotel uvrstiti, sem jo uvrstil v ta izbor, ena pesem Michaudova, ki gre takole. À la nuit, je me suis uni à la nuit sans limite, à la nuit. Okay. Popolno razumljivo, zdaj, kaj je semantična površina tega besedila. A zdaj, kako je Henri Michaud oblikoval glasovno, skratka, kje je poiskal glas te pesmi, moraš biti seveda gluh, da ne slišiš tega i. Ne? In sem se seveda odločil, da iskal sem, kako bi ta isti, ta fuzijski efekt glasu in pomena prenesel v slovenščino, nisem našel in se odločil, da tega ne bom. To sem štel kot eno svojo, rekel, etično gesto, da se odločil, da te pesmi ne bom prevedel. Ker, kasneje sem v eni antologiji sodobne francoske lirike, ki se je začela z Baudelairom in to isto pesem prebral v slovenščini. V noči, združil sem se z nočjo brez meja, v noči. Torej, ja, ne, razumemo, ne, da, ne, to govori to. Ampak, zdaj, kaj je tisto, zaradi česar je ta pesem, ne, se pravi, tega glasovnega fluksa, ki je bistven za to, kako mi dojemamo vsakšno jezikovno tvorbo, ki ima poetične značilnosti, ni ujela. Boris Novak mi je pred časom, ko mi je dal neko svojo knjigo o pesniških oblikah, nekaj sem mu pri tem pomagal in potem je napisal posvetilo in ve, da se jaz ukvarjam s fonetiko znotraj programa francoskega jezika in napisal, fonetika je etika poetike z pomišljajčki in tako.
Mislim, da gre za to, a ne, da je, kako bi rekel, etični vidik, ne samo proizvodnje, ampak pogled, se pravi, tvorbe, ampak pogleda na poetično besedilo, pa ne bo sakralno, ne govorim o najboljših, po mojem mnenju, v prozah v slovenščini, tipa Ivan Cankar, naprimer, da so zelo ti teksti popolnoma utemeljeni na tem zlitju zvočne podobe s tem, kar imajo povedati, in da se tekst sam, kot rečeno, ves čas z avtorjem ukvarja s tem, kako bo realiziral eno sporočilo. Se mi zdi, da literarni prevajalec ob premisi, da je res boljš, da ima rad, da ima všeč, da ima empatijo do teksta, ki ga prevaja, da čuti njegovega duha. Zaradi tega se mi ne zdi tako nenavadno, da nekateri tudi prevodoslovni teoretiki v zadnjih letih so govorili o nečem, čemu se reče prevajalski libido. To se pravi, da obstaja želja po prevodu. Tako kot absolutno obstaja želja po avtorskem pisanju. Skratka, ta libidinalni del motivacije za avtorsko pisanje, tako obstaja želja po. In ta želja, ta libido v resnici lahko funkcionira, pri prevajanju, lahko funkcionira samo v spregi z intelektom, v smislu pri prevajanju govorim zdaj, v spregi z intelektom kot sposobnostjo analize izvirnika. Zato, da bo izvirnik, oziroma tekst, ki bo kasneje preveden, lahko izpolnil tudi svojo kolektivno ali pa socialno funkcijo, da ne bo samo zadostil moji osebni, literarni ali pa jezikovni intuiciji, potrebi oziroma želji. V tem smislu libido pomeni angažma. In to je etični imperativ. Angažma, zavezanost izvirniku, samemu sebi, ciljnemu občinstvu, tekstu samemu, jeziku, iz katerega to prihaja in v katerega to gre, zavezanost na nek način temu glasovnemu bistvu literarnega teksta. Ker vemo, da ni recepta, recept je intelektualna kategorija, ni recepta za to, da bi ugotovili, kaj je dober prevod, kaj je idealen prevod, veliko lažje je ugotoviti, kaj je slab prevod. Je pomembno, se mi zdi, da tukaj ta etični angažma, odgovornostni angažma literarni prevajalci sprejme. In da sprejme dejstvo, da je prevajalec avtor svojega besedila. Samo on je odgovoren za to, da bo prevod možno v resnici prebrati kot avtorsko delo. Pomemben, verjetno največji zgled za to iz naše prevajalske izkušnje oziroma branja prevodov je, po mojem mnenju, gospa Radojka Vrančič, ki je bila popolnoma zavezana svojemu početju, tekstom, s katerimi se je ukvarjala. To so bili ogromni podvigi. Cikl romanov Iskanje izgubljenega časa, Šoderlo de la Clos, Kolet in tako naprej. Skratka, ta neka popolna zavezanost izvirniku in empatija do njega. Radojka Vrančič govorim seveda zaradi tega, ker pač ne samo, da občudujem njeno delo, ampak je nekaj, kar se da popolno objektivno, jaz v delu neke analize, popolno objektivno utemeljiti, da so njeni prevodi razumeli vse plasti skupaj z glasovnimi skrivnostmi tekstov in zato prosim, da bo to izvajanje tudi razumljeno kot poklon velike gospe Radojke Vrančič. Hvala.